bi začeli s kratkim premišljevanjem o Svetem pismu, čisto da postavimo ta naš dogodek na svoje mesto. Najprej bi pa želel, da razmislimo o tej besedi, ki je naš moto tukaj. Božja beseda je živa in dejavna, piše pismo Hebrejcem, 4. poglavje 12, in bomo slišali še to v etiopskem jeziku amharščina. Božja beseda je živa, se pravi, ima vsem življenje in je dejavna, se pravi, je aktivna. Ko sem razmišljal o tem, sem se spomnil na enega avtorja, ki je meni osebno zelo blizu in se mi zdi tudi, da je izredno pomemben za vse, ki se danes srečujemo s Svetim pismom, ki razmišljamo o Svetem pismu, ki delamo s Svetim pismom. In to je angleški teolog N.T. Wright. On je drugač teolog, strokovnjak za Novo zavezo, je tudi pisec poljubnih knjig in tudi podpornik svetopisanskih družb. On sam je bil precej časa v odboru britanske politične družbe. Med drugim je on tudi en od mož, ki so sploh v zadnjih, recimo 15 letih znotraj političnih družb razvili ta koncept, po angleško se reče Bible advocacy, se pravi zagovarjanja, branja in uporabe Svetega pisma. No in on v eni svojih knjig zapiše naslednje. Prakso branja Svetega pisma, premišljevanja Svetega pisma, uprizarjanja Svetega pisma, petja Svetega pisma, skratka, potopitve v Sveto pismo, kot posameznik in kot skupnost. To prakso so od najzgodnejših dni krščanstva razumeli kot središčno, kot temeljno, kot tisto najpomembnejše za formacijo krščanskega značaja. Se pravi, za Wrighta je to ni samo nek neka akademska vaja, ampak je nekaj, kar formira, kar oblikuje naš značaj. Potem nadaljuje. Branje Svetega pisma v zavestni želji, ko beremo Sveto pismo z zavestno željo, da bi se oblikovali, da bi se formirali ob Božjih namenih, ob tem, kar Bog dela. To branje, takšno branje je že samo po sebi dejanje vere, upanja in ljubezni. In je tudi dejanje ponižnosti in potrpežljivosti. In še posebej, to je način, kako najdemo svoje mesto kot igralci v eni veliki drami, ki se odvija. In ta drama, tako pravi Wright, je pa drama Svetega pisma. To je drama, v katero nas takšno dobro branje Svetega pisma nas postavlja. In to dramo bi lahko povzeli takole. Glavna tema te drame je sprava med nebesi in zemljo. In to se dogaja tako, da Bog opravi oziroma se sooča in uničuje vse, kar nasprotuje Božjemu namenu, Božji volji, Božjemu načrtu za njegov svet. Prav Bog kot stvarnik v Svetem pismu se sooči in opravi z vsem, kar kvari ta njegov dober načrt, dober namen. In po svojem sinu in po svojem Svetem duhu Bog ustvarja novo ljudstvo. In prek tega novega ljudstva se potem končno uresničuje ta Božji namen in to je napolniti ves svet z Božjo slavo. To je zgodba, to je osnovna zgodba Svetega pisma. Bog je ustvaril svet. Vemo, da je zelo pokvarilo to dobro stvarjenje, ampak Bog ni odnehal, nasprotno. Tam se še Sveto pismo začne. To je zgodba, kako Bog obnavlja, kako Bog dela skozi dolge generacije, skozi različne ljudi na različne načine, kako Bog pelje to zgodbo naprej. In dobro branje Svetega pisma je pa tisto, kjer sami vstopamo na tak način, da postanemo del te zgodbe, ker točno to je Božji namen, da vključ mene in tebe, vsakogar od nas, ki smo danes tukaj, v to veliko zgodbo. Ker ta zgodba se nadaljuje, ni končana. Vemo po Svetem pismu, kam gre, kako se bo končala in vsak od nas je povabljen, da vstopi kot res aktiven, kot dejavni člen v tej veliki Božji zgodbi.
Zato je Božja beseda živa in dejavna. Zato, ker nas postavlja direktno v Božje samo življenje. V to, kar Bog je in v to, kar Bog dela od začetka sveta in kar bo Bog delal do konca sveta. Sveto pismo nas vplete, vključ, vabi, kliče v to veliko zgodbo, ki jo Bog dela s svojim ljudstvom. No, in je seveda dejavna zato, ker nas same prenavlja in nam daje nov pogled, nov pogled na cel svet pravzaprav. Cel svet, če vzamemo resno ta Božji načrt, to Božje delo, potem cel svet vidimo v drugi optiki, potem je to najpomembnejša stvar. Potem so vse stvari se postavili drugače. In seveda tudi mi ratamo dejavni. Tako da pri Božji besedi je vedno, gre to dvoje skupaj. To, da beremo Sveto pismo, ni na prvem mestu nekaj informativnega, tako da dobimo neke informacije. Tudi ni na prvem mestu to, da zvemo, recimo, kaj Bog želi od nas. To je seveda pomembno, ampak ni na prvem mestu. Na prvem mestu je, da mi postanemo del te Božje zgodbe, da dobimo, da se identificiramo, izenačimo s tem velikim Božjim delovanjem, v katerega smo povabljeni. In znotraj tega potem dobi smisel vse tudi te zapovedi in napotki in tako naprej. In se pravi, Sveto pismo, jaz rečem, branje Svetega pisma ni nekaj informativnega, ampak transformativnega, nekaj, kar nas prenavlja, nekaj, kar nas preobraža, spreminja naše življenje, naš in nas dela dejavne. No in danes bomo naredili prav to. Bomo se lotili branja Svetega pisma, ampak z enim posebnim poudarkom na konkretni dejavnosti, ker želimo pomagati našim bratom in sestram na drugem koncu sveta v Etiopiji, ki nimajo in ki konkretno nimajo Svetega pisma. Oni sami, to bomo danes slišali, se verjetno še bolj kot mi zavedajo, kako je Sveto pismo pomembno in imajo veliko lakoto in žejo po Božji besedi. In naš namen danes je pa seveda, da jim tukaj kot kristjani pomagamo in da pri tem sami tudi vidimo, kako Bog to svoje delo upravlja po celem svetu in nas povezuje dve oddaljeni deželi v enem Božjem delu, v enem Božjem načrtu.